Pesem, ki jo bomo danes slišali, Zabava, je pa nastala že pred časom, ampak je kot nalašč za poletne dni. Za kakšno pesem gre? Ja, pesem je nastala lansko leto v sodelovanju s plesno šolo Plesno mesto. Ustanovitelja Anita Vihtelič in Marko Hren sta me povabila k sodelovanju, da bi za otroke in mladince naredila eno skladbo. Anita je naredila besedilo in potem je nastala ta lahkotna skladbica, ki so jo posvojili tudi starši, in pesem je dobila noge in zdaj smo tu. Če se vrneva na pesem Zabava, kaj se je glede zabave v toliko letih spremenilo? Se vam zdi tudi zabava drugačna kot nekoč, ko ste nastopali pred mnogimi leti na glasbenih odrih? Danes se veliko ljudi zabava na telefonu, recimo, a ne? V mojih časih pa smo se bolj zabavali tako eden z drugim na plesiščih. Čeprav se mi zdi, da se to zdaj tudi vrača. Se mi zdi, da se bendi pa zabava med ljudmi, med mladimi, vseeno se mi zdi, da je en revival. No, vsak se v svojem času zabava tako, kot se mu zdi najbolj zabavno. No, vi delate dosti z mladimi, tudi v spotu, ki ga bomo nekako pokombinirali z vašim petjem, nastopajo. Ja, to so pa plesalci te plesne šole Plesno mesto, dekleta in fantje, ki so tako navdihujoči, otroci nasplošno in mladi so navdihujoči. In tudi mene so skozi vseh 40 let pedagoškega dela v bistvu budili tega otroka v meni in zato sem jim neizmerno hvaležna. Letos pa sem zaključila svoje 40-letno pedagoško delo. Tako da ta zabava je zdaj že malo v preteklem času, ostaja pa še vedno oder za otroke, pa tudi za odrasle z mojimi dragimi dinamitkami. Damjana, hvala za te pozitivne besede, hvala za obisk v našem studiu. Za konec bomo slišali pesem, se zelo veselimo. Ja, hvala lepa, vse dobro vam želim. Hvala. Tako da oder je vaš, jaz pa se od vas poslovim, želim vam vse dobro, lep, miren dan in naj vam besede in ritmi pesmi Zabava odmevajo še dolgo v dan. Srečno in se vidimo jutri.